Spoštovane in spoštovani, jaz vas sicer žal prav nič ne vidim, ker nas bo sonce čisto zaslepilo, ampak vendarle prisrčno dobrodošli na še enem dogodku, ki ga na letošnjem sejmu kot občina v gosteh pripravlja Rogaška Slatina, ki je sicer, verjamem, da to veste, eno najstarejših zdravilišč. V večstoletni zgodovini so destinacije obiskale številne pomembne osebnosti in ji pomagale ustvariti prestižni renome zdravilišča. Ponaša se številnimi termalnimi in mineralnimi vrelci ter z edinstveno mineralno vodo Donat MG. Slednja je z magnezijem najbogatejša voda na svetu. Tu jo lahko pijete neposredno iz izvira iz kristalnih kozarcev, narejenih prav v Rogaški Slatini. Lahko pa se sprehodite po osrednjem zdraviliškem parku, ki je zeleno srce kraja, ali pa si privoščite počitek v eni izmed trajnostno naravnanih turističnih kmetij. Danes je Rogaška Slatina oaza miru, v kateri se prepletata tradicija in sodobnost. Ponos Rogaške Slatine pa je tudi Anin dvor, ki je pravzaprav muzej Rogaške Slatine. Tukaj boste na enem mestu spoznali zgodovino kraja, znamenitosti in glavne atrakcije Rogaške Slatine skozi 5 različnih zbirk: vodne, parkovne, grafične, steklarske in pa domoznanske. Več o zbirkah bo povedal moj gost, Nani Poljanec, ljudski ustvarjalec, muzealec, ki se je odločil, da bo umrl točno leta 2069 v starosti 101 leto. Že od leta 1988 je večplastni ustvarjalec in organizator kulturno-umetniških projektov v mestu. Nani, a sem se kaj zmotila? Ne, čisto vse si prav povedala, hvala za besedo. Dragi gostje, hvala, da ste prišli. Jaz bom malo na kratko najprej predstavil muzej Anin dvor. Otvoren je bil 21. septembra 2012 v Rogaški Slatini z namenom, da se na enem koncu predstavi celotna Rogaška Slatina. V Aninem dvoru imamo tudi eno večnamensko dvorano, ki je namenjena za kongresni turizem, razne koncerte, predstave, sestanke, tudi poroke se izvajajo. Mogoče ena prvih stvari, ki se jih opazi v tej dvorani, so eni čudoviti kristalčki. To je mala simbolika naše steklarne Rogaška Slatina, ki se nahaja pri nas že od leta 1927 in dejansko iz stropa pa iz zaves visi približno 8500 teh kristalov in to je ena, bi rekel, lepa taka paša za oči za vse goste. Drugače pa, kot je kolegica Nataša omenila, imamo vodno zbirko. To je ena zbirka, ki mogoče na en abstraktni način simbolizira, kako je nastala ta naša znamenita mineralna voda. Se pravi, zdaj, če gremo čisto od začetka, čisto prva obeležba te vode sega celo v leto 1141. To je dejansko en katastrski dokument, ker piše, da se je na meji med dvema lastnikoma nahaja en studenec za kiselkasto vodo in se pravi, tema je tudi posvečena ta prva zbirka. V zadnjem, zdaj ob 10. obletnici smo pa tudi popestrili 2 zbirke z umetniškimi deli lokalnih umetnikov in tak smo predstavili v vodni zbirki skulpture naše priznane umetnice Tanje Pak. V grafični zbirki imamo pa dela Ljubice Kočica. Na vrhu imamo eno zbirko, ki je posvečena, se pravi, ime je parkovna zbirka, tu se nahajajo debla iz te ožjega dela zdravilišča. Popolnoma na novo imamo eno lepotno zbirko, to je zbirka naše priznane kozmetike Afrodita, ki se nahaja v Rogaški Slatini že od leta 1970. Steklarska zbirka, se pravi vezana na zgodovino našega steklarstva, zbirka grafik iz zbirke Kurta Millerja, potem je še pa to domoznanska zbirka, to so pa 3 zbirke Ljudskega muzeja, ki so v moji lasti in si jih dal na koriščenje, zgodovina Rogaške Slatine. Tu bi rad poudaril čisto na novo pridobljeno prvo knjigo Roj Čokrene iz leta 1685 je v zbirki. Velik biser so ti stari kozarci. Potem je ta kraljeva zbirka vezana na obdobja kraljevine SHS in kraljevine Jugoslavije in je tudi dejansko ena največjih privatnih zbirk na to temo. In za konec še filografska zbirka, se pravi podpisi raznih znamenitih osebnosti. Ja, Nani, zdaj si v bistvu naštel vse to, kar lahko vidimo v tem muzeju. Treba pa je poudariti, da je Nani v k
k sodelovanju oziroma k obogatitvi, oziroma kako bi temu rekli, ja, k obogatitvi svojega muzeja oziroma umetnin, literarnih del, povabil tudi mnoge mlade talente. Sedijo tukaj z nami. Vse bomo spoznali vsakega posameznika posebej, vsak bo posebej predstavil svoj prispevek k zgodovini, bodi si Rogaške Slatine, bodi si Aninega dvora oziroma Anijeve zbirke. Zdaj pa morda si najprej privoščimo še malce glasbe, ker v Rogaški Slatini imamo tudi več kot odlične glasbenike. Enega smo danes pripeljali s seboj in sicer je to Andrej Toplišek, harmonikar, ki ustvarja predvsem v džezu in narodno-zabavni zvrsti. Nastopa samostojno in z lastno zasedbo Andrej Toplišek Trio. Je nekdanji član okroglih muzikantov. Poleg nekaj samostojnih zgoščenk pa je izdal tudi učbenik za učenje harmonike. Andrej, prosim. Je odličen ta naš Andrej, verjamem, da se strinjate. Še nas bo razveseljeval v eni posebni povezavi z literaturo, malce kasneje. Sicer pa Nani, kot sem že dejala, k sodelovanju rad povabiš tudi druge ljudi različnih znanj in talentov in eden takih je Peter Mikša. Slovenski zgodovinar, alpinist, trener športnega plezanja, alpinistični inštruktor, sicer Slatinčan, seveda, ki pa je avtor več knjig in prispevkov o slovenski zgodovini.
Sodeloval je tudi v mnogih intervjujih za RTV Slovenija, v slovenskih revijah in pogovornih oddajah na radiju. Peter je sicer doktor znanosti in je predavatelj na oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Peter, hvala, da si se odzval našemu povabilu, dobrodošel na našem odru. Sicer pa z Nanijem sta skupaj zakuhala knjigo Kralj Peter v slovenskih Alpah. Zdaj pa ti predajam mikrofon, pa bosta vidva z Nanijem predstavila. Nataša, hvala lepa za predstavitev. Ja, torej glavni razlog, da sem danes ob vsem tem naštetem, kar sem, hvala, je ta, da sem Slatinčan in da sem kolega od Nanija, ki me je v bistvu pri enem od svojih projektov, moramo vedeti, da v bistvu je Nani Poljanec ena konstanta v Rogaški Slatini, kar se tiče publiciranja, kar se tiče galerijske in nasplošno kulturne dejavnosti. Odkar pomnim, je Nani zraven in nekje tukaj vmes je našel eno polje, eno idejo, da v bistvu združiva, končno združiva na nek način moči in to je bila ena zanimiva tema in sicer torej na nek način sta dve temi, ki sta naj jo povezali. Karadžordževiči, s katerimi Nani živi in v bistvu verjetno danes bo še tema glede njegove zbirke, tako imenovane kraljeve zbirke Karadžordževičev v Rogaški, torej ene, lahko rečemo, največje v bistvu zbirke privat v celi regiji. Po drugi strani pa so tukaj gore, hribi Triglav, ki pa so moja obsesija, moj glavni hobi, na nek način zgodovinski in tukaj je Nani na nek način z neko zgodbo oziroma srečo, ni to sreča, ker v bistvu se Naniju to redno dogaja. Nani je v sklopu ene svojega poznavanja prišel v stik z osebnim prijateljem kralja Petra II., ki je bil z njim na Triglavu leta 1939. Govorimo o Triglavu kot v tistem času najvišjem vrhu Jugoslavije, kraljevine Jugoslavije in kralj Peter, torej prestolonaslednik tedaj, se je odločil, da bo se povzpel na Triglav. In Nani je dobil originalne fotografije, v bistvu tega, ne samo tega vzpona, ampak Peter II. Je tedaj več kot mesec dni preživel v slovenskih Alpah in se tega obdobja v bistvu spominjal kot najsrečnejšega v svojem življenju. Zdaj, če pogledamo širše, pa ne bomo danes tukaj, je to precej razumljivo. Kmalu potem se začne Prva svetovna vojna, malo pred tem mu je umrl Aleksander, torej oče in tako naprej. Ampak mogoče Nani tukaj pove, kako je v bistvu prišlo do teh fotografij in kako je nastala potem knjiga. Evo, tole je knjiga Kralj Peter v slovenskih Alpah. Jaz sem nabavil v bistvu vključno s to z naslovnico en lot fotografij v Beogradu in valjda vidim gore Triglav, se spomnim na Petra, rečem Peter, glej, kaj sem nabavil, kak se ti zdi, je rekel Nani, kaj če bi mi dva razstavo naredila. Dejansko pa pol iz te razstave nastala tudi knjiga in nastale so dve velike razstave, pa še plus 7 manjših, ki so gostovale okrog. Se pravi, prva velika predstavitev same knjige je bila v Rogaški Slatini, samo razstavo smo pa izvedli tudi na Belem dvoru v Beogradu. Kar se pa tiče, ko si vprašal tega gospoda Ljubomirja Kostiča, jaz imam pač ta privilegij, da sem spoznal ogromno teh ljudi, ki so se družili, gibali v teh kraljevih krogih in en med njimi je bil zagotovo ta doktor Ljubomir Kostič. In ko sem jaz bil drugič pri njemu, mi je podaril manšetne gumbe, ki mu jih je kralj podaril leta 1938 za rojsten dan in ogromno teh zgodb. In pol smo mi na 90. obletnico rojstva kralja Petra II., se pravi 6. septembra leta 2014, smo se z ekspedicijo, pod narekovaje, da ne o tem misli, kaj je to bilo, ampak je bila resna zadeva Ljudskega muzeja, vključno z doktorjem Jožetom Lipnikom, z Petrom in še ostalimi prijatelji pospeli na Triglav in največji emotivni moment je bil sigurno ta, ko sem se jaz javil temu doktorju Kostiču direktno v Beograd, to je bilo res nekaj, ena taka čudovita zgodba, kak je on to sprejel in podoživel tisti trenutek izpred toliko in toliko let.
Ja, to je v bistvu bil tisti trenutek ali pa tisto obdobje, ko sva z Nanijom začela plodno sodelovati. Torej, rezultat je že ena knjiga, ne, pripravlja se še ena, ne, na nek način je to vse v sklopu Ljudskega muzeja Rogaška Slatina in v bistvu seveda Nanija kot glavnega protagonista. Torej, naša ideja je, da o Karadžordževićih, ki so sicer seveda srbska dinastija, ampak so seveda v enem pomembnem obdobju slovenske zgodovine bili slovenski kralji, kar 3 od njih, ne, od leta 18 do 45, so pa zaznamovali v bistvu slovensko zgodovino še seveda desetletja tudi kasneje in kolikor spoznavamo v vseh teh pogovorih, snemanih, raziskavah o na nek način nekem spominu o njih, vidimo, da v bistvu so še precej vpeti v nek kolektivni spomin slovenskega zavedanja, čeprav zaradi določenih političnih razmer niso bili tako zelo zaželeni, raziskovalno zaželeni v prejšnjih desetletjih. Na nek način tole luknjo, to belo liso zelo konkretno zapolnjuje Nani s svojimi raziskavami. Druga stvar, ki me je pa na nek način povezala z Rogaško, dobro, več stvari je vedno bilo, ne, vezanih na Rogaško, ampak če smo danes tukaj v sklopu nekih publicističnih, kulturnih zadev, je pa vsekakor ena taka zanimiva situacija, ki se je porodila enkrat sredi enega popoldneva, ko sva z očetom gobarila, tamle domačini boste vedeli na Vonarju, torej kjer so, ne, je družina mojega očeta nekoč živela, preden so se odločili, da bojo naredili tam Vonarsko jezero in so vse prebivalce izselili, ne. Ampak kakorkoli že, gost je še ostal, midva sva nabirala gobe in preskakovala ene takšne grabne, ne, po domače rečeno, in jaz vprašam Ati, ne, kot zgodovinar, Ati, daj mi povej, kaj je to, ne, zakaj, kaj imate tu? Je rekel, pa to so šicgrabni, ne. In pa smo začeli, kdaj pa so ti šicgrabni bili postavljeni, ja, to pa je bilo med vojno, ne, Drugo svetovno vojno, in pa smo prišli do tega, da je v bistvu ne Rogaška Slatina, ampak v bistvu so Obsotelje, ne, od gledano na našo širšo okolico, od Rogatca in še naprej od Donačke gore, pa vse do Bistrice ob Sotli in naprej, na nek način bilo ozemlje najbolj jugovzhodne meje Nemškega rajha. Govorimo o drugi svetovni vojni, o Nemcih, ki okupirajo naš prostor in o temi, ki do takrat ni bila skoraj nič raziskana. Torej, seveda smo, kar se tiče druge svetovne vojne, vsi se učili politično, vojaško zgodovino, glavne akterje v tem pomenu, ampak na nek način ljudi, ki pa so 4 leta in še več živeli ob meji in se jih je to zelo dotaknilo, govorimo pač o Sotli, ki postane zažičena, neprehodna z minskimi polji, ker ljudje v tem času umirajo in se vojna ne konča 9. maja, ne, ampak se konča leta potem, ker so še mladi fantje ob igranju, ob vodi našli mine in so, ne, torej v 50 letih najdemo v bistvu zapise, ne, torej in obeležja ljudi, ki so umrli zaradi druge svetovne vojne, zaradi min ob meji, ne, in potem smo v sklopu našega oddelka za zgodovino prišli na idejo, da pripravimo en projekt, raziskovalni projekt, s katerim, torej temo smo bili uspešni na Agenciji za raziskovalno dejavnost in v bistvu je stekla ena širša raziskava. Torej, Slovenija 41-45 in okupacijske meje, ki so zarezale v življenje ljudi. In en del tega je bila torej jugovzhodna meja Nemškega rajha Sotla, ne, kjer v bistvu še lahko danes najdemo mejne kamne, ne, zanimivo, ne, torej Slovenija ima mejne kamne, ima seveda zdaj znane meje, severno, zahodno, vzhodno in povsod imamo v bistvu mejne kamne, ne, kjer piše na eni strani S oziroma Slo, na drugi strani I ali Avstrija ali Madžarska, medtem na hrvaški strani nimamo mejnih kamnov, ker arbitraža še ni sprejeta. Ne. Imamo pa mejne kamne, ki so vezani torej na to mojo raziskavo, ne. Še danes lahko na Maclju naletite na pogoste mejne kamne, ker na eni strani piše D kot Deutschland, na drugi strani pa NDH, ne, torej nimamo mejnih kamnov Slovenija, Hrvaška, imamo pa mejne kamne Nemčija, NDH oziroma neodvisna država Hrvaška. In torej o tem je tekla ta raziskava, ki pa potem seveda je na nek način bila zaključena, sproducirali smo več
knjig v sklopu znanstvene založbe Filozofske fakultete. Ena med temi se dotika točno južne meje oziroma jugovzhodne. Na nek način pa smo imeli potem to možnost, da smo sodelovali študenti, torej našimi študenti, in eden od mojih študentov se je odločil, da bi malo več o tem še raziskal, predvsem se osredotočil na Rogaško Slatino. Torej, iz tega projekta je torej prišla ideja o Rogaški Slatini med leta 41 in 45 in uspešno sem mentoriral študenta, ki je na to potem naredil knjigo iz tega. In tu v bistvu zdaj na nek način prehajamo na Daniela Siterja, ki je v bistvu potem na nek način ne razširil to zgodbo življenja ob meji, ampak življenje v Rogaški Slatini v letu 41-45. Pa prepuščam besedo naprej. Hvala lepa za tele. Ja, lahko aplavz. Peter je naredil en tak krasen uvod, v bistvu meni ga skoraj zdaj ni treba delati, ne? Je pa dejstvo, da imamo torej v Rogaški Slatini talente različnih področji, ne? Smo že gotovili, glasba, literatura, zbiratelje, zgodovinarji. Torej, kot je rekel Peter, očitno je bil zelo dober mentor, ki je uspel na zanimiv način pritegniti našega naslednjega gosta, Daniela Siterja, se pravi še enega Slatinčana, mladega doktoranda zgodovine, ki je letos za svoje delo prejel celo priznanje občine Rogaška Slatina. Daniel, mineva natanko 1 leto od izdaje znanstvene monografije tvojega knjižnega prvenca Rogaška Slatina pod kljukastim križem, zdravilišče med okupacijo 1941 do 1945. Knjigo lahko vidite spodaj, Dani, morda jo pokažeš. Zadaj je tudi naslovnica na tem razstavnem panoju. V simbolnem kontekstu torej jubilejne 80. obletnice nacifašističnega napada na Kraljevino Jugoslavijo. Daniel, jaz verjamem, mislim, tole je zajetna monografija, težko je zdaj zelo na kratko strniti vsebino teh tvojih raziskav, ampak vendarle verjamem, da boš bistvo pa vendarle lahko našim obiskovalcem danes podal. Ja, tudi v mojem imenu se vsem danes navzočim prav lepo zahvaljujem za vaš obisk in vas lepo pozdravljam. Hvala, Nataša, za postavljeno vprašanje in pa tudi za sam uvodni oris. Ja, res je, lansko leto novembra je šla znanstvena monografija z naslovom Rogaška Slatina pod kljukastim križem, zdravilišče med okupacijo 41-45, katerega osnovni zametki v bistvu ležijo, kot je bilo že omenjeno v mojem magistrskem delu, ki ga je odlično mentoriral, tule danes z nami tudi prisoten dr. Peter Mikša, kateremu se še enkrat prav lepo zahvaljujem za mentoriranje. Mislim, da sva oba dva skupaj opravila res odlično delo. Kakorkoli, kar se tiče same monografije, monografija je šla pri založbi Univerze Alma Mater Europaea, Fakultete za humanistični študij, in sicer lani novembra v simbolnem kontekstu 80 let od napada, jubilejnih 80 let od napada, nacifašističnega napada na Kraljevino Jugoslavijo in s tem tudi vdora nemške vojske v lokalni prostor zdravilišča Rogaška Slatina. In vsem z teh povezanih obletnic, kot v smislu vzpostavitev okupacijske uprave in podobno. Zdaj, delo obsega 18 obsežnih poglavij, ki so razmeščene po principu hkratne vsebinsko-kronološke sinteze. Se pravi, poglavja s pripadajočimi podenotami so razmeščena kronološko gledano po letih, kjer se je to dalo. Ves znanstven aparat ima na primer nekaj več kot 1200 sprotnih opomb pod črto. Približno 80% od tega je primarnih zgodovinskih dokumentov, v glavnem arhivskih dokumentov in pa dokumentov iz drugih zasebnih zbirk. Zdaj, jaz menim, da je odlika moje monografije ta, da ne začenja razpirati zgodbe bralcu strogo z zamejenim časovnim okvirjem med aprilom 41 in majem 45, s čimer v bistvu mi definiramo pojem druga svetovna vojna na Slovenskem, ampak začne svojo vsebino razpirati mnogo prej. Se pravi, z predvojnim obdobjem
z obdobjem, ko se na obzorju še nikakor ni svitala možnost vnovične vojne morije, ko še ni odjeknil vodni strel druge svetovne vojne, se pravi z delovanjem pete kolone oziroma Kulturbunda. Na to nadaljujem samo vsebino po letih, se pravi z letom 1941, nemški napad na Kraljevino Jugoslavijo, natančneje prikazujem brodiranje divizije proti osrčju Rogaške Slatine in pa proces postavljanja okupacijske uprave, prvi raznarodovalni, ponemčevalni, genocidni ukrepi v letu 1941, ki zajemejo v glavnem narodno zavedno in politično aktivno slovensko prebivalstvo oziroma slatinsko prebivalstvo. Kasneje pa se potem v letu 1942 v glavnem usmerjam v dve poglavji, in sicer prvo poglavje je nacistični teror, ki dejansko služi kot dopolnjujoč terorju iz leta 1941, in pa sama delovna in vojaška mobilizacija, ki zajame tudi slatinske fante in dekleta. Slatinski fantje se borijo v glavnem na vseh frontah v Evropi, vsega skupaj jih je mobiliziranih nekaj več kot 600, od tega jih približno 90 umre. Kasneje v letu 1943, in zaradi tega tudi jaz pravim, da je v moji monografiji, da je bila Rogaška Slatina po eni strani takšno tipično spodnještajersko mesto, kot naprimer Maribor, Ptuj, Celje, po drugi strani pa zelo specifično mesto z izjemno specifično zgodbo, s pomembnimi razlikovanji. To je bilo eno izmed najjužneje ležečih zdravilišč Hitlerjevega imperija, ki naj bi trajal 1000 let. Kot je že Peter omenil, Rogaška Slatina je ležala ob nemško-hrvaški okupacijski meji in že zaradi tega je pridobila eno varovalno vlogo. Rogaška Slatina je bila zelo pomembna pri kreiranju jezikovnih postojank in premikanju nemških jezikovnih meja proti jugu. V Rogaški Slatini so delovali vsi izvodi vojaške in polvojaške oblasti, Wehrmannschaft, v Rogaški Slatini je bila Štajerska domovinska zveza, Gestapo, Sturmabteilung in podobno. Naprimer v Rogaški Slatini denimo je od leta 1943 naprej tudi deloval Kinderlandverschickungslager, se pravi kamp za otroke z bombno ogroženih ali že uničenih področji Nemškega rajha, kamor so potem pošiljali otroke v Rogaške pred bombardiranjem. In potem sama zgodba Rogaške ob koncu, se pravi leta 1944 in 1945, ko se znajde Rogaška v bistvu na jugu Nemškega rajha in se začne ves teritorij utrjevati in gradijo se velike fortifikacijske obrambne naprave pred prihajajočimi armadami. Toliko mogoče s samo vsebino. A ja, pa morda še samo to, ob letu 1945 maja 1945 je imel tudi Ante Pavelić zadnji sestanek v Rogaški Slatini, ker je prvič izvedel za kapitulacijske namere nacistične Nemčije. Morda samo še kot zanimivost povem, da smo na predstavitvi te monografije prebirali tudi dejansko izjave ljudi, ki so takrat preživljali te vojne grozote, in moram povedati, da v tistem trenutku, ko so se te izjave, ta pričevanja brala, da je v dvorani bila taka duhamorna, taka tišina, v bistvu, da bi jo lahko rezal, ker to so bile res takšne zgodbe, ki jih že samo skozi branje si jih čutil, kaj šele, ko so jih doživljali. Tako da predlagam, res vzamite knjigo v roke, preberite vsebino, ker zgodovina nas res marsičesa nauči. Sicer pa, Dani, preden nadaljujeva o tvojem delu v prihodnje, verjetno so tudi naši obiskovalci zasledili, da je knjiga oziroma tvoja monografija pritegnila izredno zanimanje in medijske pozornosti in prejela tudi ogromno pozitivnih odzivov in recenzij. Kje vse, recimo, si svojo monografijo, poleg seveda Rogaške Slatine, tvojega domačega mesta, predstavil? Ja, naj še enkrat omenim, da je bila premierna predstavitev izvedena 22. januarja letos v čudovitem ambientu Aninega dvora v Rogaški Slatini, kjer, kot si že omenila, vzdušje je bilo
za moje pojme fantastično. V bistvu sem jaz tukaj predstavljal prvič svoj knjižni prvenec, to je vedno nekaj posebnega, ko ima avtor možnost sploh v tako čudoviti dvorani predstavljati svoj prvenec. Kasneje je bila pa potem medijska pokritost, poročanje, odzivi so bili tako na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju zares izjemni. Če recimo nadaljujem, po premierni predstavitvi v Rogaški sem še tudi monografijo predstavljal v gimnazijskem poslopju Šolskega centra Rogaška, dvakrat v Šmarju pri Jelšah, in sicer v knjižnici in pa na univerzi za tretje življenjsko obdobje. Kasneje tudi v Rogatcu, v Celju, v Muzeju novejše zgodovine, v Mariboru, v Muzeju narodnoosvoboditve, potem na Ptujskem gradu, v Velenju, bliža se tudi predstavitev v sami Ljubljani in še marsikje drugje. Potem monografijo sem skozi recimo neke poglobljene intervjuje in skozi razne druge predstavitvene tekste javno predstavljal in objavljal tudi v številnih radijskih in televizijskih medijih. Recimo naj izpostavim zgolj najbolj vidne, naprimer v Večeru, spletni portal MMC, RTV Slovenija, potem v prostoru Velenjskega televizijskega studia v oddaji Dobro jutro, Novi tednik, Štajerski tednik, Slovenske novice, potem tudi v naši fakultetni hišni reviji Audeamos, potem in še marsikje druge. Pravzaprav skoraj ni medija, ki ga ne bi pritegnil svojo zgodbo, ne? Prav je tako. Danijel, zdaj, kot vemo, bo tvoja monografija doživela drugo, dopolnjeno izdajo. Kaj točno bo dodanega? Ja, menim, da ko ima avtor možnost pisati in kreirati drugo izdajo, je to ob veliki svojega prvenca, je to ob veliki odgovornosti, prav tako tudi si štejem v izjemno čast in ponos, da imam sploh to možnost. Zdaj, ta druga izdaja bo zaobjemala zlasti povečavo oziroma povečavo reprodukcij arhivskih dokumentov. Nekatera poglavja bodo prestrukturirana in dopolnjena zlasti na temeljih vključitve pričevalnih izsekov iz že obstoječih pričevanj ali pa novo pridobljenih pričevanj. Naj omenim, da se ravno danes po tem dogodku selim nazaj v Rogaško Slatino, kjer bom intervjuval še enega pričevalca, ki se spominja tega obdobja. Tako da ja, v bistvu to ja. Super, zdaj v bistvu si v drugem letniku doktorskega študija, če imam pravo informacijo, samo na kratko, kakšna je tema tvoje doktorske dizertacije, kaj raziskuješ? Srž oziroma osrednji raziskovalni fokus moje doktorske dizertacije je Kulturbund oziroma Švabsko-nemška kulturna zveza na Slovenskem. V glavnem bom proučeval subverzivno delovanje in pa vlogo njenih članov na Slovenskem. To bom proučeval za celotni slovenski prostor, medtem ko recimo je pa tudi to prepleteno naprimer s prvim poglavjem oziroma z uvodnim poglavjem moje monografije, ki se prav tako prepleta delovanja Kulturbunda oziroma pete kolone, ampak konkretno za krajevni prostor Zdravilišča Rogaška. V samem kontekstu doktorske dizertacije bo pa to razširjeno na celotni slovenski prostor in naj omenim tudi to, da je bila pred nekaj tedni dispozicija dizertacije uspešno obranjena in javno predstavljena in tudi potrjena. Tako da se že veselim nadaljnega raziskovalnega dela. No, krasno. Jaz sem ravno želela povedati, da se mi tudi veselimo tvojih nadaljnih raziskovalnih uspehov in verjamem, da se ob zaključku tvojega doktorskega študija ponovno srečamo na predstavitvi in potem seveda veselo in smelo naprej. Dani, hvala lepa. Seveda, najlepša hvala. Takole, že prej sem napovedala, da v Nanijevi, kako bi rekla, v Nanijevi druščini deluje tudi kar nekaj literatov. Ena izmed njih je danes tak naš sonček, tule desno ob meni, Sara Špelec, sicer, da jo na kratko predstavim, univerzitetna diplomirana rusistka in primerjalna slovanska jezikoslovka, doktorirala pa je na smeri balkanske študije. Sicer prevaja, urednikuje, piše pesmi, sodeluje pri festivalu Pranger, ki ga že od vsega začetka, drugo leto bo 20 let, gosti kdo drug kot občina Rogaška Slatina. Sara, danes se bomo posvetili pesniški zbirki Zaljubljenka in tebe in seveda Nanija najprej prosim za nekaj uvodnih besed o tej pesniški zbirki. Hvala. Jaz se strinjam s tem, včasih sem se primorana strinjati tudi s tem, da sem ne Sara Špelec, ampak Špela Sarec.
Ampak midva z Nanjem sva se spoznala kot Sara Špelec in Nani Poljanec. In sicer tako, danes smo toliko že slišali o dinastiji Karadžordžević, ki je bila usodna tudi za najino poznanstvo. Namreč jaz sem prišla k Nanju s prošnjo, če ima kakšne koristne materiale, ki bi meni seveda prav prišli pri mojem doktoratu, ki pa je že za razliko od kolegovega precej zastarel, lahko rečemo mogoče tudi že žlahten. In s tem sva prvič okronala najino prijateljstvo, drugič pa s tole dvojezično zbirko Zaljubljenka, ki je izšla v slovenščini in srbščini. Sicer mislim, da je v času korona sezone ravno, ne? Ja, čisto bilo je v bistvu v cajti lockdowna in Sara je izrazila željo, da bi sama predstavitev bila na njen rojsten dan 28. aprila 2020 in kaj se je zgodilo, so nas dol zaklenili, ne? In meni ni dalo mira, ne, sem rekel, zdaj pa kaj bi narediti, obljubili smo, ne? Pokličem jaz kolege igralce iz Reflektor teatra, skupino Moškarčine, sem rekel, dečki, ste za akcijo, da naredimo online predstavitev 28. In to se je tudi zgodilo, imate v bistvu posnetek na YouTubeu gore in dobro, malo potem smo naredili tudi predstavitev v Anini galeriji. Zbirka je šla v Kunsthaus produkciji v 300 izvodih, v 2 jezikih. Ne smemo absolutno povabiti, tu vidite eno lepo fotografijo. Celotno zbirko je opremil beograjski fotograf Mladen Teofilović, en velik režiser, odličen fotograf in tak naprej. Pesmi sta prevajala Maja Mandić in Darko Špelec, po Špelec naključju moj oče. in gratala ena čudovita zadeva, katere smo imeli tudi predstavitev v Dorčol placu v Beogradu, tako da zdaj, Sara, ti bi pa mogoče še kaj drugo povedala o zbirki, pa ne bi bilo slabo, da nam eno pesem prebereš ven iz nje, ne? Ja, meni je vedno zelo fino, da se lahko pohvalim s svojimi odličnimi sodelavci in zelo rada rečem, če komu poezija ne bo všeč, mu bodo pa zagotovo všeč te umetniške fotografije. In tudi marsikoga sem že slišala, ampak fotografije so pa res fajn. In to meni čisto zadošča, vsak najde nekaj zase. Si rekel, da naj eno preberem, ne? Samo nekaj še ne smemo pozabiti od odličnega dizajna naše Simone Kmetič, ki je naredila tudi celostno podobo zdaj za 100-letnico Ele Peroci in tak naprej. Mi smo zato tudi, da se vsi podpiramo in ne smemo dobenega pozabiti. Zdaj pa prosim, če eno prebereš ven. No, med našimi številnimi popotovanji v Beograd, kjer ponavadi krenemo tam že ob 4 zjutraj, sem malo opazovala napise na avtocesti. Če se spomnite, kaj piše pri nas ponavadi, neke take nebuloze, zaradi katerih bi se človek prej zaletel, kot da bi se ohranil pri življenju, medtem ko v Beogradu na poti do tja pa je en tak čudovit napis: vozi pažljivo, neko te voli. In meni se je to zdela čista poezija in to je tisto, kar nas v resnici ohranja pri življenju, ljubezen, in tako je tudi na avtocesti ni čisto nič drugače. In tako je nastala tale pesem. V redu, hvala. Naslov je Prosidba oziroma Snubitev. Prstanec se mi je ujel tvojo dolgo belo mrežo, ki jo kakor nevesta vlečem za seboj po speči poti bratstva in edinstva. Vozi pažljivo, neko te voli, vzklikajo od mesečine pijani svatje, nenasitni berači pa z iztegnjenimi rokami prosjačijo za svobodno državo, evropsko cestnino in lepo našo cestarino. Tamo daleko je putarina do Belega dvora in črnih jurjev. Očetov dežele, ki pokopana v hiši cvetja, tu in tamo živim med kunemo ti se in fala. Vozi pažljivo, neko te voli.
Vozi pažljivo, neko te voli, vozi pažljivo, neko te voli. Zapišem popotniški dnevnik, ko mi košava pred kavarno Nušič vrtinči papir in spomine. Kot pepel jih raztrosi na dedinje, pa vse do hrama svetega Save in topolskih gričev, kjer sem tistega kraljevega dne pozabil, da od lani stiskam drobni prstan in sem ti ob slovesu rekel le, vozi pažljivo. Neko te voli. Hvala, draga Sara. Zelo sem vesel, da si se odzvala temu našemu vabilu, se pravi od doktorjev znanosti, magistrov, direktorice knjižnice, prijateljev, vseh teh. Ampak naša Kunsthaus familija, jaz rečem po domače, je sestavljena iz vseh slojev, od ne vem, mojega vzornika, Smoletovega Pepiča, ki je doživel 99 let, pa tudi do našega mladega roda, ki pa je zelo poseben. Z nami je Val Vaupotič Lorber, moj ustvarjalni kolega, ki pa je ob letošnjem projektu, ki ga bomo zdaj predstavila, dobil tudi eno najvišjo titulo naše skupine, to pa je naziv ljudski ustvarjalec. On je v bistvu drugi v zgodovini, prva je bila Mojca Senegačnik, naša portretistka, ki je upodobila tudi našega duhovnega vodjo, njegovo svetost Mahatma Zen Zena. Naš Val je pa že dejansko eno dolgo obdobje, se pravi, njegov ati je znan fotograf v Ljubljani, njegova mamica je naša rojakinja iz Rogaške Slatine, zato ima pač dva priimka. Prišla do tega, da sem jaz na obiski videl, da Val sestavlja eno maketno železnico, pa sem mislil, ok, ajde, to je pač en teden in tak naprej, pa prijem čez en mesec spet, prijem pa pol čez pol leta, pa vidim, mater, to je pa ena resna stvar. In pol, kaj se je zgodilo, pol sem pa samo jaz rekel, Val, zdaj, ko boš pa končal, ti pa obljubim, da naredimo razstavo. Je bilo tako, Val? Je bilo, ja. Na Brestavcu gore, ne? Se pravi, to je domačija tvoje prababice, ne? In ko sem jaz tam to videl, me je res dejansko presenetilo. Za enega 12-letnika, da ustvari eno maketno železnico, približno 3 kvadratne metre, ampak to, da bi videli, ampak po moje ste zasledili v medijih poleti, ker je bilo toliko zapisov od MMC-ja do Novega tednika, 2 strani, Rogaške novice. Val je na podlagi te razstave postal tudi ime tedna na Valu 202. Ne? To je bilo pa res presenečenje. Ne? Nismo kupili, spontano je prišlo. Zdaj bi pa Val prosil malo, da ti kot neko prvo vprašanje predstaviš mogoče na kratko, odkot si dobil to ljubezen do teh maketnih železnic, pa kaj si v bistvu do danes naredil z njimi? Ja, v bistvu sem, ko sem bil že majhen, sem bil največ v muzeju vlakov v Ljubljani in tam je imel ravnatelj tudi svoje pač vlake, ki so me inspirirali, da sem jih imel že pač veliko. Na začetku sem imel Lego, Duplo, potem sem imel vedno več Lego vlakov in da sem začel s temi maketami. Samo malo, da te prekinem, pardon. Val je bil star 3 leta, ko je imel svojo prvo razstavo v muzeju vlakov. Prosim, en aplavz. Je bilo tako? Ja, Sicer z Lego kocem, ampak to je bil začetek, ne? No, kak je pa pol to naprej potekalo? Pol si pa dejansko resno začel malo gledati te razne revije, posnetke na YouTubu. ja, vse se je to začelo glih v začetku korone. Neki začeto nam je glih pred lockdownom uspelo nakupiti stvari in potem so začela z manjšimi temi moduli, ki so pač, jih imam še zdaj za spomin, niso priključeni na večjo, ampak so samostojni.
potem sem pa začel tudi poleti lani delati na večji maketi, na kateri se bi lahko vlaki tudi v krogih premikali, in sicer v dveh, ki sta bila na različnih višinah. In potem... To je ena, če bi vi videli to, ne, to je ena ogromna maketa, ko ima gore, tunele, jezera, kopalce, pol dva sta pred gostilno, ko s pivom nazdravljata, se Ja. premikata. More. Dejansko ne zdaj zato, da bi ga jaz hvalil, ker biti ljudski ustvarjalec ne moreš kar tako dobiti. To je skoraj tako doktorat, Peter, ne? Sicer druga sfera, ljudska, ampak Val je dejansko vložil ogromno ur, ampak najbolj pomembno pri celi stvari je kontinuiteta. Ne samo, da dobiš ti veselje pri eni stvari en teden, pa da ti starši nekaj kupi, ampak Val to dela z eno kontinuiteto, celo zadevo, in je ogromno stvari naredil. Zdaj še pa mogoče našim gledalcem pove samo to, kak je bil odziv. Mi smo dejansko v knjižnici, Nataša nas je gostila, tako je sprejela mojo pobudo, da smo tam naredili to razstavo v času počitnic. Ogromno je prišlo ljudi. Mi smo planirali prvo en teden, ampak je bil tak obisk, tako povpraševanje, da smo še projekt potem podaljšali še za en teden. In povej malo, kdo vse nas je obiskal, koliko je bilo ljudi, kakšne so bili interakcije, imel si neke zbiralci so prišli iz Maribora in tako naprej, ne? Ja, na otvoritvi je bil tudi Direktor. ravnatelj muzeja vlakov, Mladen Bogič. Na otvoritvi. Na otvoritvi. Med razstavo sta pa prišla tudi je še prišlo veliko drugih modelarjev, eden iz okolice Rogaške in eden iz okolice Mariborja. En dan so prišli tudi ti iz doma Pegas. To je dom starostnikov v Rogaški Slatini, smo jih povabili in Val jim je zelo enostavno čisto vse razložil in tako naprej. Evo, toliko bi bilo na kratko z najine strani, zdaj še pa predajamo besedo našim umetnikom. Se strinjaš? Ja, Val je res navdušil Slatinčane, okoliške prebivalce, pa tudi širše, kot je sam omenil. Preden pa se poslovimo, pa kot sem že prej dejala, poezija in glasba v bistvu zelo dobro hodita z roko v roki. Sara in naš Andrej sta pripravila en recital, oziroma Sara recital, spremlja pa jo naš mojster na harmoniki Andrej Toplišek. Predlagam, da ima za zaključek namenimo še minutko ali dve časa, da nas pobožata z besedo in z glasbo. Jaz se vam pa na tem mestu zahvaljujem za vaš obisk, za vašo pozornost in seveda pridite v Rogaško Slatino, mi vas bomo sprejeli odprtih rok, ker smo prav vsakega zelo veseli, kot pa veste, oziroma ste najbrž ugotovili, imamo se s čim pohvaliti. Hvala in prijeten popoldan še naprej. Zdaj pa Sara in Andrej. Tisto noč je mladi par odšel na sprehod v Troje. Bilo je tik pred polnočjo. Zazreta se navzgor, ko 3. tisočletje napove usodni spor. Poglej to zibel mrtvih zvezd, ki nam odmerja čas. Nekoč v vesoljnem ogledalu bova ti in jaz in najin mali, ga prekine. Daj vam mu ime. No prav, se zresni, pomolči, potem umakne dlan, ki gnezdila ji je v laseh in Anban pet podgan odloči. Naj bo Kastor, Polux, Herkul, Lun. Kaj praviš? A si nor?
potem pa javor, hrast, macesen, da bi bil vsaj bor. Iztrga se mu iz objema, on si suka brk, kot satelit se ji približa, ko nastopi mrk. Objamejo. Še malo, pa bo spet tako kot prej. Nebo odkima. Čez nekaj ur se bo rodil Andrej. To je začetek pesnitve Andrejev scen, ki je navdihnjena z Andrejevo čudovito glasbo, suita domačega kraja. Jaz vas zelo vabim, da ji prisluhnete, mogoče, če se z Andrejem, če se mu lepo nasmehnete, ima še kak izvod tega dvojnega LP-ja. Meni se ni treba lepo nasmejati, imam pa tudi zaljubljenke, če bi slučajno koga zanimalo. Zahvaljujem se vsem svojim sogovornikom, tebi prisrčna hvala za vabilo in počasi lahko že rečemo lahko noč, je res? Hvala lepa in srečno. Jaz bi še samo čisto na koncu za EPP povabil, da vidite, kaj vse delamo, ne samo knjige, projekte, glasbo, vse zadeve. 2. decembra gostimo eno odlično predstavo na Litici iz Beograda, se pravi, to delam Mladinski center Rogaška Slatina v povezavi z Kunsthaus produkcijo. Ena čudovita predstava o težavah mladostnikov z duševnostjo oziroma z duševnimi problemi, ki so nastajali zdaj med korono in tak naprej, tako da vabljeni 2. december ob 19. uri. Hvala vsem, da ste prišli in lepo se še imejte naprej. Srečno!